Najlepša hvala za besedo. Jaz vam bom zdaj povedal nekaj o metafori, o tej igri jezika, ne, tudi to je metafora. Nekateri imajo metaforo za krono umetniškega jezikovnega ustvarjanja, pa se bomo zdaj še mi malo spustili v to področje. Najprej bomo pogledali to, kaj sploh je metafora, kako so jo razumeli v različnih časih na različne načine in kako jo še danes v bistvu različne vede razumejo na različne načine. Posvetili se bomo od tega, kako so jo razumeli filozofi, kako jo razumejo jezikoslovci, kako jo razumejo kognitivni znanstveniki in potem danes tudi neurolingvisti in psiholingvisti. Ti so tudi morali ustvariti neke modele, da so lahko interpretirali v bistvu rezultate svojih raziskav o tem, kako možgani procesirajo figurativni oziroma nedobesedni jezik. Nazadnje pa se bomo ustavili tudi na to, kakšen vpliv imajo bolezni na razumevanje metafor. Kaj sploh je metafora? Ne? Večina ljudi bi si verjetno pod terminom metafora predstavljala to, kar si je predstavljal Aristotel, ne? Nek jezikovni okras, nekaj, kar ima mesto samo v poeziji in kar iz nje ne sme pobegniti. Ne? Aristotel jo je opisal že v poetiki in on opisuje več načinov, kako mi lahko tvorimo metafore. Najbolj ta znanje, da uporabimo analogijo. Tukaj imam zdaj nek tak matematični izraz. A proti B je C proti D. Zakaj gre? Da mogoče povem na primeru. On tukaj, kot vidite tudi na slikici spodaj, je rekel, da je pravzaprav Aresova, se pravi Bog, Aresov ščit, se pravi Bog in potem njegov tipičen predmet, je v enakem razmerju, kot sta Dionis in pa njegova čaša. Se pravi Ares ščit, Dionis čaša. In če potem malo obrnemo matematično to enačbo, potem lahko rečemo, da je Aresova čaša Dionizov ščit. Zelo podoben primer recimo je, če rečemo, da je življenje proti starosti enako kot večer proti dnevu, lahko potem starost poimenujemo tudi večer življenja, ne, z neko metaforo. To je bila ta Aristotelova teorija. Pozneje so dopolnjevali tudi drugi staroveški in srednjeveški misleci. To teorijo učijo tudi v srednjih šolah, verjetno jo poznate. Dopolnjevali so jo tako, da so rekli, da najprej je šlo v bistvu to iz primere. Verjetno ste v šoli poslušali primer Tvoje oči so zvezde, so kot zvezde, se pravi najprej iz neke primere, se je ta spremenila v identifikacijo oziroma istovetenje, bomo to še pozneje tudi omenili. Se pravi, tvoje oči so kot zvezde, se je spremenilo tvoje oči so zvezde in nazadnje to se je potem prelilo v čisto metaforo. Recimo ne rečemo več tvoje oči so zvezde, ampak gledale so me zvezde iz nadzvezka pri kemiji, naprimer. Ne? To je pa potem čista metafora. To je tak nek tradicionalen pogled. Danes pa kognitivni znanstveniki razumejo metaforo malo drugače. Je pobegnila iz področja poezije. Ne? In sicer je George Lakoff eden izmed začetnikov kognitivne teorije metafore. Kognitivni znanstveniki v bistvu trdijo, da je metafora ne samo jezikovni pojav, ampak pojav, ki se pojavlja na ravni mišljenja. Da je pravzaprav to proces na ravni kognicije, ki se pa izrazi tudi na ravni jezika. Ne? Oni so rekli, da je metafora ne samo neka poetična, se pravi ne samo neka poetična funkcija jezika, ni samo za nek okras, ampak je celoten jezik prepleten z metaforami. In zdaj smo pogledali, na kakšen način je celoten jezik prepleten z metaforami in tudi razložili bomo, ne, zakaj sem imel tam na tisti svoji drugi prosojnici narisano srce in pa cesta oziroma potovanje. To je eden od tipičnih primerov kognitivne teorije metafore. Ta pravzaprav pravi, da mi nekaj, kar že poznamo, recimo odnose med našim telesom in drugimi stvarmi, relacije, recimo potovanje, nekaj, kar nam je že zelo dobro poznamo, da vse te koncepte uporabimo tudi takrat, ko mi hočemo opisati nekaj, kar nam mogoče ni tako dobro znano ali pa tega ne znamo dobro opisati. Ne? Recimo tukaj ta metafora, v bistvu ta prenos iz tega polja enega koncepta dobro poznanega, potovanja, na področje, na koncept ljubezni, je recimo tukaj tak. Partnerja sta kot popotnika, ne? Sta se srečala, sta začela njeno skupno življenje. Tukaj bi lahko razmerje obravnavali kot neko prevozno sredstvo, skupaj sta krmilila to razmerje, lahko rečemo, pa se nam to ne zdi kot metafora, pa pravzaprav je. Ne? Prišla sta do prepreke, kar ne pomeni, da sta prišla do nekega hloda, ki ga morata preskočiti, ampak sta prišla do nekega zapleta v razmerju, zaradi česarkoli že. Ne?
Lahko rečemo, da sta že dolgo hodita skupaj, dobro, mogoče to, ja, recimo kaj takega. Potem pa prišla sta do razpotja, ne? Tudi tukaj to mislimo, da nista prišla dobesedno do nekega razpotja, ampak da sta se ustavila ob nekem večjem problemu, recimo, ne? Da se njuno razmerje, spet sem rekel, ustavilo, čisto avtomatsko, ne? Ker je to že zelo vpleteno v naš jezik. Ali pa recimo rečemo, razšla sta se, pa s tem ne mislimo, da je šel en gor proti Trnovem, drug pa proti Prešercu, ampak da se je njuno razmerje končalo. To v bistvu obstaja na več različnih področjih, recimo te preslikave lahko uporabimo, ne. Tukaj, zato ker je teden možganov, sem poskušal poiskati, recimo, kako se te koncepti prenašajo iz informacijske znanosti ali pa iz nekega računalnika, ne, na možgane, na nevroznanost. In zakaj sem zdaj tukaj pustil ta dva oblačka prazna? Ne, zato, da bom malo klopil moje možgane, da bodo sprocesirali, pa upam, da ne bodo zmrznali, ne, da ne bodo zaštekali. To vse je v bistvu bilo metaforno. Vklopam možgane, vklopam računalnik, nekaj sprocesiram, tako kot sprocesira računalnik. Ne, tukaj so iz tega polja, ki nam je bolj poznano, iz računalništva prišlo na možgane. To se dogaja med različnimi strokovnimi vedami, v bistvu, mislim, med različnimi vedami ves čas. Med nekaterimi bolj, med drugimi manj. Tukaj je v bistvu mišljenje nam je kot neko komputiranje, neka metafora. Ne? Nevronske povezave predstavljajo neka elektronska vezja. Področje možganov kot neki moduli strojne opreme. Tukaj bodite mogoče pozorni tudi pri naslednjem predavanju o delovnem spominu, ne? Kakšne termine recimo bo uporabljal profesor, ker lahko si predstavljamo, ne, kot da mi nekaj shranjujemo možgane, neko področje možganov, nek del skorje, ne? Mi to shranjujemo podobno kot shranjujemo na računalnik. Tukaj pa res ne gre samo za nek jezikovni pojav, ampak pravzaprav na nek način razmišljamo o možganih, podobno kot razmišljamo o računalniku, o nečem že nam znanem. Tukaj lahko povem še to, da se te preslikave skozi čas spreminjajo. Recimo, v kakšnih prejšnjih obdobjih so možgane obravnavali ne kot računalnik, ne seveda oziroma nek nevronski sistem ne obravnavali kot računalnik, ampak kot stroj. In potem še, če gremo nazaj, še kako drugače. Ne? To niso neke fiksne relacije. No, tu bo zdaj nek tak pogled, se pravi najprej tak tradicionalen, potem kognitivno-znanstven. Zdaj pa si bomo pogledali, kakšne modele so morali iznajti na nek način psiho- in neurolingvisti, ko so delali raziskave, kaj se pa dejansko dogaja v naših možganih takrat, ko mi poskušamo razumeti neko metaforo. In zato so potem ustvarjali več različnih modelov. Tukaj se bomo dotaknili nekaj glavnih, recimo tega modela posrednega dostopa, neposrednega dostopa, stopenjske poglavitnosti, nazadnje pa še teorije o potovanju metafore. In najprej je tak zelo preprost model, ki se je pojavil prvi, je bil osnovan na tem, da ne bi metafora kršila maksimo kakovosti. Po teh verjetno jezikoslovci, če kdo izmed vas jezikoslovac pozna, ne, ta maksima kakovosti, Grisova maksima kakovosti pravi, da mora biti informacije, da bo sporazumevanje uspešno, mora biti informacije resnične oziroma jih ne moramo znati oziroma jih lahko potrdimo tudi v resničnosti. Kaj so predvidevali nevropsiholingvisti, da se dogaja v možganih? Ne? Da možgani najprej poskušajo zmeraj, ko mi slišimo nek izraz, interpretirati njegov dobesedni pomen, potem pa na podlagi konteksta ta pomen možgani zavrnejo in takrat začnejo interpretirati potem še figurativni, nedobesedni pomen. Ta model je podprlo nekaj raziskav mu je nasprotovalo, zato se je potem razvil model neposrednega dostopa, kjer ne bi procesa potekala vzporedno. Potem so raziskovalci rekli, v redu, verjetno je pa to odvisno zelo tudi od konteksta. In če enega od teh pomenov, to so potem ugotavljali, če enega od teh dveh pomenov, recimo nedobesednega ali pa dobesednega podpira kontekst, potem se bo tisti lažje, oziroma tisti bo potem sprejet, ne? Tega procesa pa ne bi potekalo vzporedno. Torej, hkrati poskušamo dobesedni in figurativni pomen interpretirati, tisti, ki je podprt s kontekstom, tistega na tak način bomo razumeli. No? Še nadgradnja te teorije je teorija stopenjske poglavitnosti, katere osnova je, da se bo poglavitnejši pomen procesiral najprej. Kaj pa je to poglavitnejši? Ne? To je nek termin, ki so ga iznašli ravno za potrebe te teorije. In sicer je poglavitnost neka mera, ki je odvisna od konteksta, na ne pa vpliva ogromno različnih spremenljivk,
Tiste, ki se pojavljajo pri več raziskovalcih, so recimo pogostost uporabe, poznanost, prototipičnost. Kaj zdaj to sploh pomeni? Iz nekega abstraktne teorije, kako pridemo zdaj na nekaj konkretnega? Mogoče en primer, če jaz uporabim želod, pa rečem, sem šel v gozd nabirat želode z bratom, bomo takoj dobili najprej asociacijo na tisti dobesedni pomen želoda. Če berem poezijo Gregorja Strniše, ima želod neko čisto drugačno funkcijo. Če poznam opus, če dobro poznam opus Gregorja Strniše, vem, da je želod za Gregorja Strniša nek kozmos v malem, neko vse obsegajoče, ujeto v nek mehen predmet. Zdaj pa, ko to berem, dobim se ta želod obravnava drugače, kot bi se tako v navadnem jeziku, ker je prototipičen za Strnišev opus. Hkrati pa so tukaj seveda tudi neke individualne razlike, ker ni nujno, da tudi če mi beremo to neko pesem Gregorja Strniše, da bomo razumeli, da gre tukaj za metaforo. Mogoče nas bo res, če je nekje uporabljeno tako malo ustavlja, pa tole pa mogoče ni res dobesedni pomen, ne gre res za želod, ampak ne bomo takoj zaznali, kaj ne bi to pomenilo. Res rabimo poznati opus, rabimo poznati nek kontekst. Potem se je razvila tudi teorija o potovanju metafore, ki pa je želela povedati, kako se obrabijo neke poetične metafore. To je v literarni vedi, to mi že dolgo časa poznamo, če mi uporabljamo neko metaforo kar naprej, se ta metafora obrabi, postane manj estetsko učinkovita. Recimo hrepeneče srce je gotovo manj učinkovito, kot pa mokrocveteče rožice poezije od Prešerna. Ta teorija pa poskuša dati res neko osnovo, da bi potem lahko tudi na neurolingvistični in psiholingvistični ravni razložili, kako se to zgodi oziroma kaj se sploh dogaja. Tukaj imam zdaj dva primera, sicer angleška, in sicer To have a heart of gold, pa Green-eyed monster. Verjetno vsi poznate imeti zlato srce, tudi pri nas, lepo, pa to ne pomeni, da ima človek zares zlato srce, da je pozlačeno ali pa zlate barve. Mogoče pa malo manj pozna ta angleški idiom, Green-eyed monster. Če bi Slovencu rekel zelenooka pošast, bi verjetno večina predstavljala dejansko pošast z zelenimi očmi. Gre pa za zavist, je to metafora za zavist. Kaj pa sem želel tukaj povedati pri teh dveh metaforah? Kar nekaj raziskovalcev jo pripisuje Shakespearju, se pravi, on je bil prvi v uporabu in potem, ko sta prišle v neko splošno rabo, ko so se pojavljale večkrat, ne bi prišle v neko splošno rabo. Tega tudi jaz recimo nisem vedel, verjetno zelo malo ljudi bi reklo, da povezujemo imeti zlato srce s Shakespearjem, da je to verjetno tam nastalo. Tako. Ne vemo sicer, če je res, on samo prvi napisal to, pa da so to že prej uporabljali, ali pa je to res njegova iznajdba, če je to res njegova poetična metafora. Ne vem, če bomo to kdaj vedeli, ampak je pa tak zanimiv primer. Kaj pa se zgodi pri tej teoriji v potovanju metafore? Kaj se zgodi, da pridemo mi od tega, da nam je to nekaj zelo inovativnega, imeti zlato srce, prvič je nekdo to uporabil zelo dobro, pa potem to, da mi lahko uporabljamo, danes je imel pa ta pek tak zlato srce, pa mi je dal eno štručko več ali pa nekaj takega. Kako pride do tega premika? Temu se reče tudi konvencionalizacija metafore, to bi lahko razumeli kot neko ustaljevanje metafore. In ta teorija predpostavlja, da pride od premika v procesiranju in sicer od primerjave do kategorizacije. Primerjavo smo zdaj že malo opisovali, se pravi, takrat iščemo med dvema predmetoma, ko smo imeli prej tam oči in zvezde, neke skupne lastnosti, poskušamo asociativno te dva predmeta povezovati. Kategorizacija pa je nekaj novega pri tej teoriji in je mogoče malo bolj zapletena. Gre pa za to, da zdaj imam podoben primer A je B, življenje je mora, spet neko istovetenje se temu tipu metafore reče, da ta mora, ki je stranski predmet, prikliče neko kategorijo. Ko se večkrat uporablja, prvič, ko bi recimo slišali ta primer, je že kar precej ustaljen, ne rečemo, da je nekaj mora. Ampak ko bi prvič enkrat slišali ta primer, bi najprej mogli to s primerjavo procesirati, mogli bi primerjavo narediti. Potem, ko se pa to že večkrat pojavlja in vedno prikličemo zelo podobne lastnosti, zelo podobno to neko kategorijo, pa se ta ustali. In recimo ta mora prikliče dogajanje, ki vzbuja strah, skrb in tesnobo. Neko novo fiktivno, neko abstraktno kategorijo in potem življenje umestimo kot enega od elementov v to kategorijo in prevzame te lastnosti te kategorije. Potem se pa to, ko se to recimo ustali na enem primeru, se potem lahko ustali še na več drugih primerih.
recimo čakanje na urgenci je mora, šola je mora, poslušanje tega predavanja je mora, ne, imamo več različnih primerov potem lahko, ampak se na nek način leksikalizira ta biti mora. Ne. Poetične metafore niso konvencionalizirane toliko, da bi bile že leksikalizirane, torej ne moramo jih dati v slovar, to lekseme ne imamo v slovarju. Imajo pa neke ostale lastnosti, ki jih potem lahko povezujemo z estetskim učinkom. Tukaj moram reči, da je teh raziskav, ki bi raziskovali prav estetski učink in povezavo nekih lastnosti metafore malo manj, sploh na področju kakšne psiholingvistike, neurolingvistike, ampak lahko rečemo, da neke bolj prototipične metafore, bolj poznane, bolj pogoste, so manj učinkovite od tistih, ki so res zelo nepoznane, pa zelo neprototipične. Tukaj imam dva primera, verjetno v tem zgornjem oblačku, upam, da ne poznate, ampak verjetno poznate, ne žagate drva, upam, da kdo po noči ne žaga drv, to pomeni, da smrči zraven vas, ne? In je v bistvu razlika, ne? Tudi v procesiranju med tem žaganjem drv, pa pokrot cvetečimi rožicami poezije, ki je že omenjena Prešernova, zelo taka poetična metafora. No, zakaj smo mogli pogledati te modele? Da lahko potem približno interpretiramo, kaj se pa dogaja v možganih. Tukaj moram najprej poudariti, se bom potem ustavil še pozneje, ampak je treba poudariti, da je raziskav, ki so narejene prav o metaforični, o razumevanju metafor, precej malo. Poleg tega imamo tukaj več različnih metodoloških težav, ampak so si nekako avtorji dokaj enotni pri tem, da je zelo pomembno za interpretacije metafore ta dorzolateralna prefrontalna skorja, prav zaradi funkcije, ki ima ta pri delovnem spominu. Spet neka delovna metafora, mislim, spet neka kognitivna metafora lahko z področja računalništva. Omenjajo pa raziskovalci tudi to, da naj bi pri teh ustaljenih metaforah, se pravi teh, ki jih v bistvu uporabljamo v jeziku vsak dan, teh Lakoffovih kognitivnih metaforah, bolj se delovala leva možganska polobla in tisti centri, ki jih že tako uporabljamo za razumevanje jezika, medtem ko ne bi pri tistih, ki so mogoče malo bolj naporne, poetično bolj zahtevne, sodelovala tudi desna možganska polobla, bolj aktivno. Ne. Tukaj moram reči, da to je zelo taka, mislim, kar velika poenostavitev, ampak glede tega so si raziskovalci kar enotni. Zakaj pa je problematično sploh raziskovanje metafore? Mi tudi v raziskavah še zdaj imamo zelo slovnično in pomensko različne vzorce. Včasih imamo neke rodilniške metafore, to je recimo čašica sonca, včasih imamo neke glagolske metafore, recimo nekdo je segel v pekel, včasih imamo identifikacije, te največkrat, istovetenja, A je B, tvoje oči so zvezde, ne. Tukaj tudi omenjam, preveč se osredotočajo raziskovalci res na to istovetenje. Poleg tega pa tudi različni jeziki med sabo različno dojemajo sintakso in tudi med procesiranjem med temi različnimi sintaktičnimi vzorci je različno. Še ena od večjih težav je tudi, da je na to, kako bomo mi interpretirali metaforo, odvisno zelo od jezikovnega in kulturnega konteksta, kar sem pa že ponazoril prej s tistim želodom in pa seveda od individualnih razlik, ki zdaj ne bom podrobneje še razdelal. Zdaj pa se bomo povedali nekaj o boleznih in metafore. Recimo ob Alzheimerjevi bolezni verjetno vsi veste, da pride do izpada izvršilnih funkcij in pa epizodičnega spomina, ampak te bolniki imajo težave tudi z razumevanjem poetičnih metafor. In to se pojavi že, to so dokazale več različnih raziskav, in to se pojavi že pred nekim splošnim upadom, oziroma se pojavi splošnim upadom kognicije, ampak pred tem, te testi recimo zaznajo to že preden se pojavijo težave recimo semantičnim priklicom ali pa čem drugim, ne. Zato tudi konvencionalne metafore v bistvu šele pozneje, te metafore, ki jih uporabljamo vsak dan, šele grejo pozneje, ne, v poteku bolezni. Poetičnih metafor pa ne morejo razumeti oziroma jih s težavo razumevajo že prej. Čemu je tako? Metafore, glede na to, da so to, mislim, da gre za zelo zahteven, za možgane zelo zahteven, da je razumevanje metafor za možgane zelo zahteven proces, ne, ki zahteva več različnih področji možganov, in če imamo nek globalni upad, čeprav majhen, ali pa nek lokalni upad, to hitreje prizadene to funkcijo, ne. Velika občutljivost pa majhna specifičnost, recimo, če bi preverjali razumevanje poetičnih metafor. Pri Parkinsonovi bolezni
so najprej, to so imeli nek prav tak raziskovalni lok, so najprej odkrili, da je prizadeta lahko tudi jezikovna funkcija na splošno, v povezavi z izrazim za aktivnost. Pozneje pa tudi, da je prizadeto razumevanje metafor povezanih z izrazi, ki izražajo dejanje. Recimo ravno ta primer, ki sem ga prej navedel, segel je v pekel. In so rekli, težave imajo Parkinsoniki, se pravi z razumevanjem nekih metafor, ki so povezani z dejanjem. Pa so pozneje raziskave ugotavljali, da verjetno temu ni čisto tako, da so verjetno povezani to bolj, da imajo bolniki težave samo pri glagolskih metaforah. Te najnovejše raziskave, ki mislim, vsaj meni poznane, pa so okrivile za to delovni spomin, da imajo bolniki s Parkinsonovo boleznijo tudi pač okvarjeno delovni spomin in zaradi tega pride do težav pri razumevanju metafor. Potem pa se lahko dotaknemo še schizofrenije, tem pa je najbolj očitno in že dolgo poznano, da bolniki pogosto zavrnijo nedobesedni pomen, torej figurativnega pomena sploh ne poskušajo razumeti. Temu rečemo tudi konkretizem. Da je tudi tukaj, če ne vemo prav veliko že o sami fiziologiji procesiranja metafor, potem vemo še manj o patologiji, in tudi tukaj ne vejo, zakaj točno pride do tega. Najverjetneje pa je to posledica nekih globih psiholoških okvar. Še enkrat moram poudariti, da gre tukaj za dokaj mlado področje, predvsem z tega psiholingvističnega in neurolingvističnega vidika, da se sicer raziskovalci upirajo na že znane te kognitivne teorije predvsem, ampak hkrati nimamo neke enotne ne teorije in niti ne terminologije. Pač različni raziskovalci uporabljajo različne termine za iste entitete in hkrati uporabljajo hkrati raziskujejo različne entitete, pa uporabljajo za njih iste termine. Tukaj je kar precej velik problem. Problematična je tudi ta razlika med metaforami, tako v metaforičnosti kot na sintaktični ravni, se pravi na neki skladanski ravni. Problem pa je tudi v zasnovi raziskav, ker običajno vsaj te dosedanje raziskave nimajo prav velikega števila preiskovancev. Poleg tega pa upoštevajo dokaj malo različnih spremenljivk, ki bi jih lahko ker gre zelo zapleten proces. Sploh malo pa je raziskav poetične metafore, torej čisto poetične metafore, tudi zato, ker je tam pač financiranja bolj malo, ampak se moramo pa tega zavedati, ko poskušamo interpretirati rezultate teh neurolingvističnih raziskav. Jaz upam, da je bilo zanimivo to predavanje, kar končal. Najlepša hvala za to zelo zanimivo predavanje, pa bi kar zastavil par vprašanj. Torej prvo, ali vsi jeziki poznajo metafore? Ja, recimo, odvisno kako spet definiramo zdaj metaforo. Mislim, da sigurno ja tudi v poetičnem smislu, ampak zagotovo pa lahko trdim, kar se s tem se je ukvarjal recimo Lejkov, da je metafora nek splošno jezikoven pojav. Se pravi, vsi tudi recimo, ko rečemo, da se vsakeč, ko pride neka nova pojavnost, poskušamo z nečim poznanim to upisati. Recimo rastejo cene, spet neka relacija, da rastejo pa se spuščajo ali pa se dvigajo, pa to ne pomeni, da z balonom nekam letijo, ampak da recimo naraščajo. Tako da ja, to je načeloma pojav, ki je značilen za vse jezike. Ok, pa mogoče še eno vprašanje. Torej, ali imajo metafore, ki so bolj poznane oziroma sprejete, kakšne posebne lastnosti? Ja, tukaj smo že pogledali, da se tudi na ravni procesiranja, te čisto leksikalizirane metafore, ki bi jih v bistvu jezikoslovna veda umestila že pod, pa še to, še niti ne pod frazeme, ampak pod že neke čiste lekseme, pod recimo pomene različnih leksemov, ja, se procesirajo na drugačen način v možganih, to so dokazali, in hkrati imajo tudi neke, mislim, tudi v jezikoslovni vedi imajo različno opredelitev, različne lastnosti, nastajajo se z različnimi procesi, tako da ja, se razlikujejo. V redu. Pa mogoče še eno vprašanje, se mi zdi tako zelo zanimivo. Torej, a je razumevanje metafor tudi evolucijska danost?
Ja, zdaj to je problematično, ne, že z tega vidika, ker nekdo bi se lahko kregal že, ali je res jezik nekaj, kar nam je, mislim, tukaj ja, ampak metafora, mislim, moje stališče je, da sigurno je to neka evolucijska prednost, pa v bistvu neka nujna prilagoditev, ki smo jo morali narediti, zato da smo se lahko spopadali z novimi koncepti, vsaj po tej Lakoffovi teoriji, ne, kognitivne metafore, da smo se lahko spopadali z računalništvom, ne, smo morali nekaj, tudi recimo, ko se je pojavila umetna inteligenca, smo morali ustvariti nek koncept nov in uporabiti tisto, kar že vemo, da smo potem prenesli to na nek koncept. Tudi kot umetni inteligenci boste poslušali, ne, da je ta ona ustvarila to, ne, kot da je neka oseba. Pa v bistvu ne gre za osebo. Ne. Tako da, ja, jaz bi rekel, da to sigurno je neka prilagoditev v jeziku, ja, ki bi, mislim, lahko obravnavali tudi kot evolucijsko, ampak ne vem, če bi, ja, na ta način rekel tako.